Strah, preganjanje, vojna, iskanje varnosti, nevarnosti na poti. Težka ločitev od ljubljenih. Domotožje. Boj za življenje. Po celem svetu je približno 108 milijonov ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi pobegnili pred vojno ali preganjanjem. Večina najde varnost znotraj svoje države, drugi pa prečkajo mejo in poiščejo zatočišče izven nje. Tem ljudem pravimo begunci. Begunec je oseba, ki je pobegnila iz svoje države, ker je imela utemeljen strah pred preganjanjem, pred čemer je njena država ni mogla zaščititi. V drugi državi pa ima pravico zaprositi za mednarodno zaščito oziroma azil. 69% beguncev prihaja iz le 5 držav. Države, iz katerih prihaja največ beguncev, so Sirija, Venezuela, Ukrajina, Afganistan, Južni Sudan. Za 72% vseh beguncev skrbijo sosednje države. Države, ki skrbijo za največ beguncev, so Turčija, Kolumbija, Nemčija, Pakistan, Uganda. Pogovarjali smo se s 4 ljudmi, ki varnost iščejo v Sloveniji. My name is Miza Khalil Prince. I am 16 years old and I come from Burundi. Burundi je majhna država v osrednji Afriki, kjer je življenje izredno težko in tudi nevarno zaradi delovanja vladnih milic, ki so znane po krvavem nasilju in kršenju človekovih pravic. Džilal je star 36 let. V Alžiriji je bilo njegovo življenje ogroženo. Svojo domovino je zapustil pri 32 letih, da bi nekje drugje poiskal varnost in zavetje ter zaživel svoje življenje. Jaz sem Alina Dobnja, prihajam iz Ukrajine, iz Mariupola, mesta, katera zdaj sploh nevarno. Jaz sem Irina Delina, imam hčerko, 8 let je stara, prihajali sva iz Ukrajine. 23. februarja samo razmišljali, kakšen bo jutrišnji dan, ampak zjutraj, mislim, da ob 4, samo tako gledali v okno in že videli, da začela vojna. Februarja 2022 se je začela ruska invazija na Ukrajino. Več kot 6 milijonov ljudi je bilo zaradi vojne primoranih zapustiti svoje domove. Nič ne razumeš za svoje življenje in ne razumeš za življenje svojega otroka. En dan tako je zgodila, da priletela bomba v našo hišo. Uničila streho. Hvala Bogu, noben ni bil gori. Zadnjo noč moja hčerka se je zbudila večkrat in je rekla, rabim teket. Kjer teket, nema vprašanje, kam bi šla, ne vem, kje je varno. Jaz bi šla, kje je varno, kje ne moreš slišati tistih bomb. They come with guns in our home. They put us down, sleep down. All family, we sleep down. Vsak begunec ima svojo zgodbo. Podajajo se na nevarne in negotove poti. Si večinoma peš hodil po tej poti? Peš, ja. Kaj pa s čolnom tudi čez morje? Boat. Čoln, ja? Ja. Tu malo ima luknja. Še ine se eti v morje notr. Po dolgi, naporni in nevarni poti je prišel v Slovenijo in tukaj zaprosil za azil. Prosilec za azil je oseba, ki v določeni državi zaprosi za mednarodno zaščito in čaka na odločitev države. Medtem se te osebe ne sme prisiliti, da se vrne v svojo državo. Njegovo prošnjo so slovenske oblasti večkrat zavrnile, nato pa so ga zaprli v center za tujce Postojna, kjer mu grozi deportacija v Alžirijo. Moj mož je spakiral vse stvari in je rekel, pojdite ven iz Ukrajine, ne vem kam, ampak pojdite. In zapustiš Ukrajino, zapustiš čas, zapustiš vse, kaj imaš. 200 kilometrov, 9 ur
Veliko ruskih vojak nas preverili tudi dokumenti, kakšni, kaj imamo zraven. Ko smo prišli v Zaporožje in smo mislili, da en dan bomo počili, drugi dan bomo počili in potem bomo šli naprej, čez 2 dni ob 4 priletela bomba. Svoja življenja morajo začeti znova. Žal pri tem pogosto doživljajo ksenofobijo in rasizem. The skin color doesn't have important. What's very important is what in here we are all people. Stop minding that we are animals. There is other refugees also that are not black. Danes je približno polovica beguncev na svetu otrok. Nekateri med njimi so brez spremstva odrasle osebe. Ti mladoletniki so posebej ranljivi za zlorabe, na primer za prisilno delo, spolno izkoriščanje in trgovanje z ljudmi. Kako pa vsem mislite, da je ta obdobje zaznamoval vašo hčerko? Ko zasliše ognjemet, vseeno se boji. Se boji, prvo vprašanje, da kaj se dogaja, to je ognjemet. Zakaj ljudi tako priglasno naredijo ognjemet, ker to me straši. Imam nočna mora, v njej moram dihati tudi. Cela noč. No one choice to become refugees and no one choice to live in badly conditions in his country. Nimamo kam se vrniti nazaj. Mi bomo tu ostali, ampak za svojim življenjem vedno bomo pogrešani. Ne vem, za kakšnimi stvarmi. Za našimi ulicami, za našimi stavbami, za jezikom. Ko hodiš in slišiš svoj jezik, to je sploh drugačno. Ne bi mogla se vrniti nazaj nikoli, ker sem videla, kaj tam je bilo. Mesto mojega otroštva in zdaj ni tako lepo v mojih mislih. Kaj si želite? Največja želja, da bi naš ati se prišel k nama in bi spet bili ena družina. If God let me accomplish my dreams, I'll be chef in kitchen. Družine naj ostanejo skupaj. To velja tako za obravnavo na meji, kot tudi za nastanitev. Ljudi je treba sprejeti humano in jim zagotoviti vso oskrbo, ki jo potrebujejo. Ljudje ne smejo obtičati v nevzdržnih razmerah na mejah. Prav tako je treba zadosti hitro obravnavati njihove prošnje za azil. Vlade zlasti bogatejših držav morajo prevzeti večjo skrb za ljudi na begu. Tako bo hitreje več ljudi prišlo na varno. Vsakemu, ki beži pred nevarnostjo ali konfliktom, je treba zagotoviti zaščito brez diskriminacije. Raziskujemo. Osveščamo. Mobiliziramo. Učimo. Učite se z Amnesty. Sledite nam na družbenih omrežjih.